Pravljični kotiček z Diano na Timi Kids TV. Svizec. Nekoč, že dolgo tega, je visoko v hribih živel svizec. Nekega dne je njegova sestrica praznovala rojstni dan. Starši so ji pripravili veliko presenečenj, slastno torto in zgradili novo posteljo. Bil je zares lep dan, poln zabave in smeha. Svizca pa je ščipalo po trebuhu, pikalo v glavi in cukalo za dlako. Bil je brezvoljen in zaprl se je sam vase. Bil je ljubosumen, a tega ni vedel. Pomislil je, da bi bilo bolje, če sestrice sploh ne bi imel, a se je zaradi tega počutil krivega, saj jo je imel zelo rad in je bila njegova najboljša prijateljica. Pri kosilu je slavljenka dobila najlepši kos hrane. Prva je dobila pijačo, igrali so se igre po njeni izbiri, vsi so jo objemali. Zvečer jo je mamica ljubčkala celo večnost, oči pa ji je masiral noge. Zdelo se mu je, da so nanj kar malo pozabili. Mogoče on ni več njihov otrok, ali pa bo zdaj moral sam poskrbeti zase. Ni se še počutil pripravljenega biti velik. Postalo ga je strah. Tiščalo ga je pri srčku in občutek je imel, da je pojedel velikanski kamen. Bal se je karkoli povedati, zato je bil cel dan tiho. Včasih je ponagajal, a tega verjetno nihče ni opazil. Babici je stol prestavil bližje svojemu. Sestrici je skril žličko za torto. Prvi je preizkusil novo posteljo in jo razmetal. Mamici je nekajkrat zapiskal na uho. Očiju pa je večkrat odnesel očala in mu jih znova prinesel, ko ga je prosil. Iskal je načine, da bi ga opazili, a vsi so se ukvarjali samo z njegovo sestrico. Bil je žalosten, oči so ga zapekle in iz njih so pritekle solze. Kmalu je oči prišel še k njemu v posteljo in ga vprašal, če si tudi on želi masaže. Pridružila se je tudi mami in ga ljubčkala. Pogovarjali so se o lepo preživetem dnevu. Mamica se je smejala, kako jo je nekajkrat ustrašil, ko ji je zapiskal na uho. Oči se mu je zahvalil, da mu je vsakič pomagal najti očala. Čakala sta na njegove besede. Opazila sta ljubosumje svojega sina in pustila sta mu čas, da ga je tudi sam spoznal. Pripovedovala sta mu o njegovem rojstnem dnevu, ki ga je praznoval samo mesec prej. Spomnili so se vseh presenečenj, slastne torte in njegove nove postelje, v kateri tako rad spi. Cel dan so vsi skrbeli za njegovo dobro počutje in mu pripravili zelo lepo praznovanje. Takrat je sestrica zvečer v postelji jokala. Ščipalo jo je po trebuhu, pikalo v glavi in cukalo za dlako. Tiščalo jo je pri srčku in občutek je imela, da je pojedla velikanski kamen. Bila je ljubosumna. Svizec je široko odprl oči in z olajšanjem pokimal z glavo. Tudi on se je tako počutil. Bil je ljubosumen. Spregovoril je o svojem strahu, da ni več njihov otrok in bo moral poskrbeti sam zase. Jokal je na glas in solze so počasi odnesle ljubosumje v objem staršev. Vedel je, da ga imata zelo rada, tako kot sestrico. Tudi on jo je imel rad. Zdaj je bil vesel, da je imela tako lepo praznovanje, kot ga je imel on. Opravičil se je za vse, kar je ponagajal. Starša pa sta ga objela in s ponosom gledala svojega sina, ki je spoznal nekaj zelo pomembnega. Čeprav nimata le njega, bo on vedno njun otrok, onadva pa njegova starša.